Nadaljujemo torej z nacionalno konferenco o odpravi prekarnosti. Najprej nas zanimajo zaključki strokovnih panelov, teh dopoldanskih. Z nami so že vodje vseh treh panelov. Pravnega je vodil dr. Danilo Tirk, ekonomskega dekanja Ekonomske fakultete dr. Metka Tekavčič. Doktor Spluk ga je vodil. Se opravičujem. Interdisciplinarnega pa redna profesorica na Fakulteti za družbene vede, dr. Aleksandra Kanjujo-Marčelo. Pred mikrofon najprej vabim nekdanjega predsednika republike, gospoda dr. Danila Tirka. Izvolite. Gospod Tirk, v pismu, ki ste ga pred nekaj dnevi poslali, ste med drugim zapisali, da morajo ukrepi za odpravo prekarnosti vključevati tudi ustrezne pravne rešitve. Zapisali ste, potrebujemo inovativnost, kakršne zadnje desetletja nismo bili vajeni. Ste na tem panelu našli kakšno inovativno rešitev? Gotovo smo poskušali, ali smo jo našli, je pa stvar nadaljne razprave in tukaj so kvalificirani ljudje, ki bodo imeli kaj več povedati o tem. Najprej bi rad rekel, da mi je bilo veliko veselje predsedovati temu panelu, zlasti glede na to, da je ta panel potekal potem, ko smo slišali od predstavnikov vlade, ministrov in zlasti od predsednika državnega zbora, da obstaja močna politična volja problematiko prekarnosti obravnavati v okviru vlade in v okviru državnega zbora in iskati dobre rešitve. Oblikuje se posebna medresorska delovna skupina, ki bi pregledala vse vidike in predlagala te rešitve. Seveda je današnja razprava in njeni paneli del tega procesa. Ne moremo pričakovati, da bi ta proces bil kar kratko in malo zaključen na eni sami konferenci, vendar upam, da bo dala relevanten prispevek. Rekel bi še to, da bo iz te konference išla posebna monografija, ki bo predstavila stališča in ideje, ki so bile povedane na konferenci bolj v celoti. To se mi zdi pomembno in tudi pravično, kajti navsezadnje v povzetki nikoli ni mogoče povedati vsega tega, kar je razprava v vsem svojem bogatstvu podala. Jaz bi se v tem svojem kratkem rezimeju omejil samo na nekaj ključnih ilustracij naše razprave, ki je, kot rečeno, poskušala pogledati na problematiko prekarnosti nekoliko bolj inovativno, vendar brez ambicije, da bi spremenili svet. Svet je nekoč poskušal spreminjati Karl Marx, ki je govoril o filozofiji, ki so svet do tedaj samo razlagali, odslej pa gre za to, da ga spremenimo. Tega spreminjanja je bilo veliko in seveda previdnost, ki je potrebna pri spreminjanju, nam je jasna bolj kot kdajkoli. Posebej še, ker živimo v času, ko tehnologija in mnoge druge spremembe globalizacijskega značaja ustvarjajo vedno nove situacije, v katerih je treba seveda dobro premisliti, kaj je tisto, kar pelje v resnici naprej. Ampak, če se vrnem k pravni tematiki, pri problemu prekarnosti je seveda za pravnike eno prvih vprašanj definicija prekarnosti. Kajti pravniki imamo radi konceptualne definicije, ki jih spreminjamo v normativne definicije in potem znotraj tega iščemo način, kako se normativno urejajo odnosi, za katere gre. Na tem področju seveda pravne definicije in tudi jasne konceptualne definicije prekarnosti nimamo in zato tudi ne more biti enega samega celovitega pristopa, ki bi odgovoril na vsa vprašanja. To seveda ne pomeni, da smo brez znanja, nasprotno. Problematika prekarnosti je znana je v raziskovalni dejavnosti, v sodni praksi, v praksi inšpektorata za delo in na številnih drugih področjih. Identificirane so tudi poglavitne oblike, kot so prikrita delovna razmerja, ekonomsko odvisne osebe, agencijsko delo, spletne platforme, študentsko delo. Skratka, te nekatere najbolj tipične oblike prekarnega dela so znane in te bi seveda v vsakem primeru sodile v neko definicijo, ki bi lahko imela svoj abstraktni, splošni del in potem naštete tudi nekatere glavne oblike. Z razumevanjem, da pravzaprav pri vseh takih definicijah nikoli ne morete pokriti čisto vsega z abstraktnimi pojmi, zato je potrebno tudi imeti ustrezen procesni vidik. Kdo so tisti procesni organi, ki zagotavljajo, da se vprašanja prekarnega dela obravnavajo na pravilen način.
Zdaj, drugi vidik te razprave je zajel problematiko delovnopravnih odnosov, ki so predmet seveda zakona o delovnih razmerjih in sodne prakse in številnih predpisov, ki na tem področju obstajajo. In iz te razprave, ki je seveda ne morem v celoti ponoviti, bi rekel, da je ena od zanimivejših ugotovitev ta, da za ugotavljanje nedopustnih praks na tem področju obstajajo roki, ki bi bilo treba podaljšati prijave problematičnih vidikov prakse, ki so vezane na 30-dnevni rok, so nekaj, kar je treba pogledati ponovno in poiskati boljše rešitve, verjetno z daljšim časovnim obdobjem, torej bolj ustreznim rokom. Druga rešitev, ki se tudi ponuja sama po sebi in ki je del tega splošnega razumevanja na podlagi prakse, ki jo pri nas že imamo, je, da problematika prekarnosti prehaja v konkretnih primerih v razpravo pred različnimi vrstami sodišč, predredna sodišča, upravna sodišča, delovnopravna sodišča in tako dalje. In obstaja sugestija, da naj bi vse, kar ima delovnopravni učinek, sodilo pred delovna sodišča. Zdaj, to je spet ena ilustracija, ki kaže na to, kako poteka razprava in razumevanje obstoječe sodne prakse. To ni, rekel bi, neka končna rešitev, bolj ilustracija poti, ki naj bi bila predmet nadaljne razprave v omenjeni medresorski delovni skupini, pa tudi v strokovnih krogih, ki bodo seveda s temi problemi soočeni v prihodnosti. Krepitev inšpekcijskega nadzora je nekaj, kar je bilo močno poudarjeno v tej naši panelni razpravi. Opozoril bi, da je že zjutraj v prvem delu konference bilo vprašanje krepitve inšpekcijske službe eno od bolj izraženih. Tudi ugotovitev, da je povečanje števila inšpektorjev, delovnih inšpektorjev pomemben korak naprej, seveda ne rešitev problema, ampak pomemben korak naprej in seveda krepitev inšpekcijskega nadzora je nekaj, o čemer je treba pač narediti nadaljnji napredek. Zdaj, v nadaljevanju so bile obravnavane potem še nekatere specifične oblike prekarnega dela, pri čemer je posebno pozornost dobilo študentsko delo. Študentsko delo je ena tematika, s katero se v naši državi soočamo že dolgo. Bile so razprave, rešitve, ki jih imamo, ne bi mogli obravnavati kot dobre. Verjetno bi bilo tu na tem področju posebej dragoceno narediti eno dobro primerjavo z različnimi sistemi, ki obstajajo v Evropi in ki bi omejili časovno ali kako drugače obseg študentskega dela. Tudi ta zaključek ni posebno izviren in ni posebno nov, ampak če se razpravlja o prekarnosti in če želimo nek premik narediti, potem je treba študentsko delo vzeti pod mikroskop, ga natančno pregledati, narediti ustrezne primerjalno-pravne analize in potem narediti nek nov model, ki bi bolj ustrezal od tega, ki ga imamo danes. Obravnavane so bile tudi nekatere druge vrste delovnih razmerij, ki nastajajo na področjih, kot je pošta in logistika. Tam ni bilo narejenih nobenih posebno novih konkretnih predlogov, ampak primeri, ki so bili predstavljeni, so šli v smeri razlage, kako pravzaprav nove tehnologije in nove oblike organiziranja procesov ustvarjajo tudi nova stanja, ki imajo vpliv na delovna razmerja. Poseben vidik te razprave, ki smo jo imeli v tej skupini za pravna vprašanja, se nanaša na socialno varnost, na socialno-varnostni vidik prekarnosti. Tisto, kar sem do zdaj poskušal takole skicirati in kot en kratek rezime, je precej vezano na delovnopravne odnose. Ampak seveda ključnega pomena za razumevanje problematike so socialni vidiki. Kajti na vse zadnje ljudje, ki se samostojno odločajo po svoji svobodni volji za kakšno od prekarnih oblik, kot je na primer delo nekaterih samostojnih podjetnikov, ki imajo dela za tako določeno stranko in podobno,
imajo seveda svojo socialno dimenzijo, ki je z njihovega stališča pomembnejša od samega osnovnega razmerja. To razmerje je lahko določeno po svobodni presoji, svobodni volji, vendar seveda socialni vidiki, ki nastanejo iz tega, so lahko, torej bi morali biti predmet posebne proučitve in rešitve, ki bi se iz tega naredile, bi morale biti boljše od teh, ki jih imamo danes. Posebej je bilo poudarjeno problematika zdravstvenega varstva, ki obstaja, vprašanje, katere vrste zdravstvenega zavarovanja bi za te tipe prekarne zaposlitve bile primerne. Spet smo tu pred možnostmi preučitve modelov, ki obstajajo v Evropi. Nekateri med njimi imajo, torej vključujejo obvezno zavarovanje in izenačitev takih prekarnih pogodbenih odnosov na način, ki bremeni delodajalca, ki samozaposlenega nekako varuje pred tem, da bi bil popolnoma odvisen od svojega lastnega zdravstvenega zavarovanja, in drugi modeli so bili tudi predstavljeni. Tako da v bistvu na tem področju verjetno bi podobno kot pri študentskem delu morali pogledati obstoječe prakse in sisteme v Evropi in poiskati boljše rešitve. No, to je nekaj od teh vidikov, ki ilustrirajo delo. Bilo je seveda še nekaj drugih. Za zaključek bi rekel, da smo imeli razpravo, ki je na prvi pogled izgledala, rekel bi, zelo koncentrirano vezana na sodno prakso, na delovno-pravne razmere in se potem postopoma razširila na druge vidike. In seveda vsi ti vidiki so po eni strani, kot rečeno, znani v našem življenju, v naši praksi. Vsi so taki, da je možno narediti nek določen napredek v smislu boljših pravnih rešitev. Vsi so tudi taki, da bi pravzaprav neka komparativna analiza z drugimi evropskimi sistemi pomagala. Iz monografije, ki bo nastala na podlagi te konference, verjamem, da se bo dalo narediti potem tudi nadaljne konkretne predloge. Kot nekdo, ki je imel to posebno srečo in zadovoljstvo, da lahko predsedoval takemu zanimivemu panelu, bi rekel, da se mi zdi, da je bilo dobro, da bi potem, ko bo monografija nastala, nekdo mogoče poskušal z eno samo roko narediti en tak predlog oziroma spisek predlogov, o katerem bi se potem razpravljalo znotraj delovne skupine, ki se oblikuje pri vladi, te medresorske delovne skupine. Evo, jaz se opravičujem, ker sem bil mogoče nekoliko daljši, kot je prav za ta povzetek. Verjamem pa, da ste lahko iz njega razbrali približno, kakšna je bila značilnost razprave na pravnem področju. Hvala lepa. Hvala lepa. Ni bila dekanja ekonomske fakultete tista, ki je vodila drugi panel, temveč docent dr. Rok Spruk. Vaša skupina se je ukvarjala z ekonomskimi vprašanji prekarnosti, posledice so znane, ni rednih dohodkov, ni možnosti najema kredita, ni osamosvojitve, je pa ujetost v revščino. So vaše ugotovitve podobne? Izvolite, 10 minut je vaših. Ok, lepo pozdravljeni. Kot predsedujoči ekonomskemu panelu o prekarnih oblikah dela, mi je bilo seveda v čast in veselje poslušati par zelo zanimivih prispevkov, ki seveda pač reflektirajo in povejo nekaj o ekonomskih dimenzijah prekarnega dela. Se pravi, imeli smo empirični prispevek, kolega docenta dr. Srakarja, ki recimo je na lep način empirično seceral, kateri dejavniki seveda nekako sooblikujejo prekarne oblike dela. Na podlagi zelo velike in zelo v bistvu obsežne anketne analize. Seveda izkazalo se je, da imamo v Evropi tipični gap, se pravi tipično vrzel, ki seveda nekako gre v smer sever-jug. Se pravi, imamo na eni strani severne države, kjer prednjačita Danska, Nizozemska in Švedska, poleg njiju tudi seveda Švica, kjer je seveda pač prekarnost do neke mere zamejena. Se pravi, vidimo, da na podlagi empiričnih dokazov
pokazal, da v teh državah prihaja, se pravi, v primeru prekarnosti do prekarnosti, ki je bolj prostovoljne narave. Ne. Ko pogledamo državo, kot je Španija in Portugalska in tudi Grčija, vidimo, da je več kot 90% prekarnih zaposlitev neprostovoljne narave. Ne. Se pravi, so neke vrste zaposlitve iz nuje. Ne. In ko govorimo seveda pač o kateri so pa seveda vzroki te ne samo teh razlik, ampak tudi v bistvu samih pojavnosti prekarnih oblik dela, pa lahko seveda naletimo na eni strani čisto na popolnoma dejavnike, ki jih seveda pač soustvarja tehnološki napredek, ne, seveda s tehnološkim napredkom tudi večja stopnja donosa na specifične forme človeškega kapitala, na drugi strani pa seveda veliko vlogo igrajo seveda tudi institucionalni dejavniki, ne, ki na to vplivajo. Se pravi, predvsem v zadnjih 15 letih so vlade v Evropskih unijah sprejemale pač oziroma sledile trendu, ki je sprejemal politike, ki so bile izrazito naklonjene delodajalcem oziroma seveda tistim, ki jim pač prekarne oblike zaposlitve tako ali drugače koristijo. Ne, lahko seveda posredno ali pa neposredno, ker predstavljajo seveda obliko rente. Imeli smo zelo zanimiv prispevek doktorja Križaniča, ne, ki je na zelo skicozen in prepričljiv način seveda predstavil, kakšni so trendi o prekarnosti zaposlitve, ne, predstavil je na zelo lep način tudi deleže na primeru Slovenije. Imeli smo seveda tudi priložnost in čas poslušati sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospoda Tilna Božiča, ki nam je na zelo zanimiv način prikazal seveda, s kakšnimi problemi se sooča vlada pri implementaciji strategij in seveda tudi na kakšni načine seveda skuša, ne, razločiti na eni strani med ilegalnimi praksami, ne, ker to je danes velika težava, ne, da pač se enačijo ilegalne prakse zaposlovanja z prekarnimi zaposlitvami. Ne. Potem smo imeli tudi zelo zanimiv prispevek gospoda Janeza Borisa iz Zveze društev upokojencev, ne, kjer je bilo osvetljeno, se pravi, na eni strani problem prekarnosti, ne, kot strategije delodajalcev in na drugi strani seveda tudi problem organizacije tehnologije, ne, in davčnih obremenitev, ki ustvarjajo tisto, kar je pač razlog seveda za prekarnost, to je pa seveda nizko plačano delo. Ne. Imeli smo tudi v bistvu zanimiv prispevek profesorja Tajnikarja, ne, ki je seveda to dimenzijo nekako še bolj osvetljiv. Ne. Prikazal je, da sam problem outsourcinga, ki se nekako danes zelo pogosto vzpostavlja, niti ni takšen, ne, kot je recimo seveda problem dohodkovne strukture v bruto domačem proizvodu. Ne. Se pravi, če se pogleda seveda pač raven plač za specifične ravni izobrazbe, vidimo, da Slovenija tukaj seveda pač za državami v centralni Evropi, ne, se pravi Avstrijo in Švico in za Zahodno Evropo še vedno kar precej in zelo zaostaja. Zakaj? Ker v bistvu imamo neenakomerno razdelitev, se pravi deleža GDP-ja, ki gre v same dobičke in seveda delež GDP-ja, ki gre v plače. Pogovarjali smo se na tem panelu, se pravi tudi o tem, kakšne so posledice prekarnih zaposlitev, tudi se pravi na formacijo človeškega kapitala. To je za dolgi rok oziroma z dolgoročnega vidika razvoja in rasti zelo pomembno. Ne? In seveda pač tukaj smo skušali pokazati, kako lahko seveda pač prekarne oblike dela ustvarjajo na eni strani ne revščino kot posledico nedela, ampak v bistvu revščino tistih, ki so zaposleni. Ne? In tukaj imamo države, zopet prednjačijo, se pravi Grčija, Španija in Portugalska, kjer je v bistvu stopnja revščine v delovnih razmerjih izrazito visoka v Evropski uniji. Ne? Drug vidik, ki smo ga pa nekako skušali bolj poglobljeno diskutirati, pa govori o tem, da seveda pač da imajo prekarne oblike zaposlitve tudi izrazito negativne posledice za tiste otroke, ne, in mladostnike, ki odraščajo seveda v prekarnih družinah. Ne. Govorimo o tem, ne, imamo celo vrsto ekonomskih študij, ne, se pravi James Heckman z Univerze v Chicagu je tukaj naredil v bistvu cel življenjski opus del, ne, o vplivih se pravi teh dejavnikov na kognitivne in nekognitivne sposobnosti otrok. Ne. Imamo
široke študije, ki dokazujejo, da prekarne zaposlitve vodijo zaradi stresnih situacij na eni strani v slabše šolske in izobraževalne dosežke otrok in celo v nižjo inteligenčno sposobnost. Preko kanala seveda pretirane uporabe pametne tehnologije in manjšega ukvarjanja seveda z otroci v tistih družinah, kjer je seveda pač prekarnost problem. In zaradi tega je bil seveda pač naš zaključek, da je sama seveda prekarnost škodljiva tudi z vidika dolgoročne produktivnosti, zaradi česa ni samo stran dela v gospodarstvu, ki bi mogla biti zaskrbljena, ampak predvsem seveda tudi stran delodajalcev. Zaključili pa smo z zelo zanimivo diskusijo kolega Kovačiča, ki je poudaril seveda pomen kadrovske kapacitete in kadrovske učinkovitosti, predvsem inšpektorata za delo, ki predstavlja tisto institucijo seveda, ki se s prekariatom ukvarja in jo seveda pač temu ustrezno rešuje. Tako da jaz bi se še enkrat udeležencem zelo zahvalil, ker mislim, da smo imeli zelo zanimiv panel, iz katerega seveda imamo zaključke, ki ne samo, da so mogoče empirično, ampak seveda tudi relevantni, ampak tudi relevantni za snovanje politik. Hvala lepa. Hvala lepa. In še tretji panel. Vodila ga je profesorica doktorica Aleksandra Kanjuja Marčela. Interdisciplinarni forum. Kakšne so vaše glavne ugotovitve? Najlepša hvala. Rada bi nas prvo predstavila. Torej, mi smo bili dejansko interdisciplinarne. Udeleženke in udeleženci so bili iz različnih znanstvenih področij in so iz različnih perspektiv zaradi tega govorili o prekarnosti, iz filozofije, sociologija dela, ekonomska sociologija, politologija, socialna in kulturna antropologija, socialnega dela in analiza javnih politik, pa še več. Imeli smo tudi poročanje iz dveh poklicov, iz dveh profesij. Torej, imeli smo zgodbo prekarnosti iz prevajalstva in arhitektura. Naj poudarim, povezala bi to z tem, kar smo zdaj slišali iz ekonomskega panela. Torej, gre za prekarizacijo poklicov znanja. Gre za prekarizacijo ljudi, ki so visoko izobraženi, ki so osebno in javno z javnimi politikami dosegli najvišjo izobrazbo. Torej, prekarizacija zaradi digitalizacije, zaradi vpetosti Slovenije v globalni prostor. Torej, ta pričevanja in imeli smo tudi sodelujoče v razpravi od prekarna delavka do poslanca našega državnega zbora. Torej, veliko ljudi, kateri me zdaj večinoma gledajo in bodo ocenili, koliko bom zmožna. Imeli smo premalo časa, torej v duhu današnje razprave, premalo časa za preveč dela in sploh nismo bili plačani in zaradi tega, ker Slovenci primerjalno bolj kot drugi smo nekako sprejmemo prekarnost, smo še uživali v tem. To debato smo nekako poleg teh odličnih, res odličnih uvodnih nagovorov, smo tudi debatirali o tem, kar smo slišali sami eni od drugih, o tem odzvali smo se tudi na odlično dopoldansko dogajanje in to, kar so nam predstavniki univerze in politike in to je bilo po eni strani spodbudno, zaradi tega, ker univerze, ne samo na Ljubljanskem, ampak tudi Mariborska in na Primorskem, aktivno in že dolgo raziskujejo prekarnost v Sloveniji in širša. In tudi politiki so nam sporočali, to je lepo, da so nam sporočili, da je in politična volja trenutno in z gospodarskega ministrstva smo celo slišali, tudi gospodarska situacija, v kateri iščemo nekako ravnomesje med konkurenčnostjo in človečnostjo v tem sistemu, ali je to mogoče doseči in na kakšen način, to je vprašanje. Ampak ena od naših udeleženk je na nekaj opozorila in ne bi hotela biti pesimistična, ampak je rekla, da po toliko časa in toliko prostora, koliko je prekarnost dobila v tej državi, bi že morali nekako tudi ene rešitve že imeti. Torej, pravim, upajmo, da je ta današnja konferenca močen sunek v tej smeri. Mi smo definirali, nekaj je šlo debata v smeri definiranja prekarnosti, nekaj definiranja problemov s prekarnostjo in nekaj predlaganih rešitev. Največ je bilo govora o različnih dimenzijah problematike, torej, ko smo definirali, so bile podane zelo različne definicije, kot ste slišali iz različnih perspektiv, ampak mogoče dve skrajnosti bom samo omenila.
potegnila. Ena je bila strah, da se ne bi definiralo prekarno samo kot nekaj, kar je de facto ilegalno, kot smo slišali. Ne? Torej, da se ne bi samo tiste zaposlitvene prakse, s katero se de facto krši pozitivna zakonodaja, jemali kot edino prekarnost. Drugo pa smo šli zelo, zelo široko v definiranju tega, kako so ljudje, torej kot prekarno iz vseh definicij, kar sem jaz slišala, bi potegnila naslednje. Torej, prekarnost je vključenost v ekonomsko sfero, za katero so značilne negotovost vsega, od zaposlitve, pogojev dela, socialne varnosti in ne samo negotovega delovnega, ampak celotnega življenja. In zdaj, ko razmišljate o problemih, je temu ergo imamo probleme, ki so v prvi ravni ali najbolj vidni, najbolj boleči osebne, ampak se pol multiplicirajo in jih gledamo na mezo in na različnih delih mezo in makroravni. In Slovenija ni izjema, veste, mi smo prekarnost kot besedo prevedli, torej nismo si mi izmislili in zaradi tega so tudi udeleženci, ki so že zjutraj pa na panelu omenjali to globalno vključenost Slovenije v svetovno dogajanje in svetovno spremembo sistema tako zelo pomembno prispevali k diskuziji. Torej, smo nekako prišli do konsenza, da te individualno videne življenje negotovosti in težave se producirajo pol družbene, organizacijske v smislu deprofesionalizacije celotnih področij, celotnih poklicev, v smislu nenavezanosti delavcev na delovne organizacije, v smislu družinskih, ne bom ponavljala, kolega je zelo lepo omenil tudi raziskave, tudi o tem smo se mi pogovarjali, kako vse, kar živimo, se spremeni zaradi tega osnovnega vključevanja v ekonomijo na en drugi način, od katerega smo bili do nedavno vajeni. Torej, imeli smo obdobje, ko je nekaj bilo spodobno. In o tem smo se veliko pogovarjali. Kolege in kolegice so uporabljali naslednje besede. Erozija, rušenje, razgrajevanje. Torej, govorili smo o spremembah tega, kar so, kolegica je rekla, psihološki, civilizacijski, standardi humanosti, standardi tega, kako definiramo delo, kako definiramo ljudi, kako definiramo odnose med ljudmi, odnose dela in kapitala, če hočete, odnose politike, ekonomije in družbe. Torej, vse se to razgrajuje. In zdaj, ko smo iskali rešitve, smo jih seveda spet iskali na podobne načine. Spet smo razmišljali o na eni strani praktičnih rešitvah ali tistih, ki so manj praktične, ampak bi bile celovite, o kratkoročnih rešitvah, o dolgoročnih rešitvah, o rešitvah, ki bi jih lahko eventualno v majhnem sistemu dvomilijonskega naroda in tovrstne v globalne tokove upletene ekonomije sami poskušali ali eksperimentirali, ali tiste, ki so odvisni od globalnih trendov, od globalnih sistemov. Večina, Črt nas je prosil, da povprašamo, ali država ali delodajalci so odgovorni, oziroma kdo naj se bori proti prekarnosti. In tukaj smo dobili ogromno idej in rešitev, naslavljamo na državo. Skoraj nič na gospodarstvo, to govori o našem odnosu do teh različnih ravni v družbi. In med temi praktičnimi smo res dobili nasvete. Torej, izračun denarja, ki je potreben za neprekarno prevajalsko delo. Opravljanje ene dobre analize tega, kam je šel ves ta denar in s kakšnim rezultatom v spodbujanje SP-jev. Organiziranje ali podpisovanje kolektivne pogodbe v arhitekturi. Dostop do storitev socialnega dela za prekarne delavce. Torej, zelo, zelo praktično. Na drugi strani pa alternativne, dolgoročno usmerjene, zapisala sem inovativne, ampak po svoje to niti niso več tako zelo inovativne rešitve. Kolega je omenil že zdavnaj predlagan davek na finančne transakcije, pa davek na robote, pa davek na CO2. Torej, ogromno enih rešitev, s katerimi bi se lahko v vsake državi in tudi v Sloveniji nekaj zgodilo.
Je pa specifičen slovenski kontekst in specifičen način spreminjanja te družbe od bivšega socializma v sedanji specifičen kapitalizem, v katerem bi morali znati najti naše najboljše rešitve, ki nam najbolj ustrezajo. In zaključila bi mi, seveda, čeprav nismo pravniki in smo tako interdisciplinarni, da bi se celo mogoče spodobilo, da bi želeli spreminjati svet. Svet se spreminja, torej svet se je spremenil od po druge svetovne vojne obstoječem konsenzu, da in političnem, ideološkem, da bi se radi imeli družbo, v kateri bo vse več ljudi deležno vse boljše družbe, udeležbe v dobri družbi in deležno vseh teh redkih virov, katere se razporedujemo med sabo. To so izobraževanje, to je denar, to je dostop ustrezen dostop do določenih položajev v družbi. Torej, ta konsens se zdaj absolutno spremenja v svetu in pri nas in mogoče tiste najbolj dolgoročne, najbolj politične, ne samo v smislu političnega vsakodnevnega odločanja, ampak v smislu tega družbenega konsenza, civilizacijskega konsenza, kakšno družbo želimo. Te rešitve so verjetno potrebne za to, da se odpravi, ne omili, ampak odpravi prekarnost. Hvala. Hvala lepa. Tako, zdaj pa začenjamo z okroglo mizo. Spoštovani gostje, prosim, če se mi pridružite tukaj na odru, minister Počivalšek, gospod Gorjup, podžupan Ljubljane in predsednik uprave BTC, gospod Marmal. Jaz sem tukaj na robu, mikrofoni se boste delili. Naj povem, da minister Počivalšek že kmalu odhaja, čez dobrih 15 minut, ima že druge obveznosti. Ja, tako da bo najprej nekaj vprašanj namenjeno direktno njemu. Torej, gospod Počivalšek, zadnja predavateljica pravi, da so udeleženci teh panelov dejali, da je država tista, ki se mora boriti proti prekarnosti. Kaj recimo vaše ministrstvo lahko stori oziroma kaj je že storilo, da bi se zmanjšalo število prekarnih delavcev tukaj pri nas v Sloveniji? Lepo zdrav vsem skupaj. Zdaj, jaz sem pozorno poslušal to, kar so vodje panelov povedali. Dobil sem nekaj informacij tudi od mojega državnega sekretarja iz uvodnega dela, ampak tako kot že nekajkrat doslej, ko sem tudi sodeloval na teh panelih, moram reči, da pogrešam diskusije o vzrokih za prekarnost. Ali pa tudi, če so, se mi zdi, da se ta diskusija strahovito izogiba enega vzroka, za katerega jaz smatram, da je ključen za to, da imamo agencijsko delo, da imamo SP-izacijo in da imamo v gospodarstvu, po mojem mnenju, prevelik del študentskega dela, zaradi drugih razlogov tudi pa vplival. Ampak kljub vsemu bi za uvod želel povedati, da je situacija danes popolnoma drugačna, kot je bila 4 leta nazaj. In taka diskusija o prekarnosti se mi zdi, da bi takrat bila bolj na mestu. Zakaj? Zato, ker imamo povpraševanje po delu drastično večje, kot je bila ta zadeva nekaj časa nazaj. Se pravi, pogajalska pozicija vsakega delavca v odnosu do delodajalca je boljša. Ključni dejavnik, ki bo v bodoče in na katerega imamo mi vpliv, pač vpliva na to, ali bomo imeli ali ne imeli gospodarsko rast, je dovolj usposobljene delovne sile. In to so razlogi, zaradi katerih imamo pa zdaj možnost narediti en korak naprej. In da se vrnem na tisti vzrok, za katerega jaz mislim, da je v veliki meri in se pač zaradi takih in drugačnih političnih razlogov temu izogibamo, je toga delovno-pravna zakonodaja. Naše stališče je, da mora vsako delo zagotavljati dostojno življenje in od vsakega dela mora biti plačan tudi davek državi. Pri nas je najbolj razširjena oblika
pač ali pa tista zaželjena oblika je pogodba za nedoločen čas. Imamo pa veliko delov gospodarstva, kjer so težave zaradi sezonskosti, kmetijstvo, turizem, zaradi gradbeništvo, ker je treba zakonodajno rešiti te probleme. Jaz verjamem, da se vsi zavedamo tega, da mora gospodarstvo dihati z poslom, ki ga ima, in da če bi imeli možnost lažje zaposlovati in lažje odpuščati, se gospodarstvo ne bi zatekalo v obvode agencije, espeizacijo. Imamo še druge, vse so nekatere branže, kjer pač delojemalci želijo imeti pač drugačne oblike zaposlovanja. In pri tem pač še enkrat ponavljam, da moramo pa pri teh drugih oblikah ravno tako zagotoviti socialno varnost delavcev, in če to zadevo dvignemo na nivo, ki je potreben, bodo tudi te oblike dela za delavce sprejemljive. Nikoli, pa verjamete mi še enkrat, nikoli ne bo mogoče zakonodajno predpisati delodajalcem, da morajo nekoga zaposliti, če ga pač ne želijo. Vedno bo gospodarstvo en korak pred zakonodajalci in bodo našli obvode. Mi moramo priti do neke uravnotežene relacije med tem, da lahko dihamo z poslom. Pa še enkrat ponavljam, da imamo zdaj to srečo, da je povpraševanje po delavcih tako veliko, da bi lahko dve zadeve naredili. V tem smislu delovnopravne zakonodaje zadeve spravili na en bolj fleksibilen nivo, ki bo najprej v korist delavcem, čeprav vsi razlagajo to drugače. Drugič pa, da dosežemo, da se tudi v teh oblikah, drugačnih oblikah zaposlitve, o tem pa ni dobene diskusije, mora država odigrati svojo vlogo in se morajo vse te stvari pač pripeljati do tega, da bodo vsi za vse oblike dela pač svoj delež državi plačale, na drugi strani pa, da pri teh oblikah dela, kjer se izigravajo stvari, ni dobene diskusije, tukaj je pa treba pač preko inšpekcij dosežiti, da se bodo stvari, ki so neustrezne prakse, pač izločile. Toga delovna zakonodaja. Prosim? Toga delovna zakonodaja. Vi sicer niste pristojni za spreminjanje te zakonodaje, mogoče kakšen konkreten ukrep Ministrstva za gospodarstvo, kako vi spodbujate recimo ali pa delodajalce, da se odrekajo tovrstnim oblikam dela? Glejte, ne gre za spodbujanje. Zdaj pač delodajalci v tem obdobju iščejo delovno silo. Tako je, trg dela je odličen, povpraševanje je. Da še enkrat smatram, da imamo zdaj priložnost, da te zadeve dosti lažje uredimo in na tem področju fleksibilne zakonodaje in mislim, da moramo rigorozno z nadzorom teh drugačnih oblik dela dosežiti, da se vsa ta, če so izigravanja, tudi pač odpravijo. Zdaj na način spremembe delovnopravne zakonodaje pa moram reči, da sem ugotovil, naivno sem mislil, da bomo v prejšnjem mandatu ta problem spravili na en višji nivo. Je dosti konkretnih in korektnih predlogov, tudi strani gospodarstva, ker ne gre za to, da bi na nek način drastične spremembe delali v tej smeri, da bi se stvari odpuščale, ampak da omogočamo podjetju, da na nek predvidljiv način, na način, da se tudi za socialno varnost takih delavcev poskrbi, diha za tem, vendar zdaj lahko odgovorno rečem, če se neka vlada tako občutljivega te področja ne loti v prvi polovici leta, prvega mandata nove vlade. Se bo nova vlada tega lotila zdaj? Ni možno, nova vlada je zdaj že skoraj na 3/4 leta, tako da verjamem, da tudi zdaj ne bomo na tem področju naredili neke velike revolucije. Hvala lepa. Je delovnopravna zakonodaja res tako zelo toga tukaj v Sloveniji? To sprašujem kar vse tri goste. Na kratko. Prihajam
iz koncerna, ki je star 133 let in je bila vedno v zgodovini boljša pogodba o zaposlitvi kot neka dobra zavarovalna polica za vsakega zaposlenega ali pa dobra bonitetna ocena, ko si rabo kak kredit pri banki. Vendar, če pogledamo skozi zgodovino gospodarstva, se gospodarstvo oziroma oblike zaposlitve vedno tudi spreminjajo, prilagajajo trendom. In nekako 30 let je od tega, kar se je začel v klasični industriji proces outsourcinga, najprej v določenih proizvodnih procesov z točno jasnim namenom, da se določeni deli proizvodne lahko specializirajo. Zaradi specializacije pravzaprav smo tudi v vseh podjetjih pred 30 leti začeli določene proizvodne procese outsourcati. To se je nadaljevalo tudi na področju storitev, da nima vsako podjetje svojega šoferja in tovornjaka, ampak se je tudi ta del recimo storitvenih dejavnosti v preteklosti outsourcal. Sedaj videvam, da pravzaprav tudi na področju storitev, kot je razvoj, ni koncerna ali pa ni resnega podjetja, ki ne bi permanentno sodelovalo z inovatorji, z fakultetami, z posameznimi samostojnimi raziskovalci, ki so na določenem področju pač specialisti. Zaradi tega imamo takšne oblike sodelovanja in takšne oblike tudi pogodb v praksi po celemu planetu. Tu Slovenija ni nobena izjema. Kar se pa tiče recimo sedaj vseh teh atipičnih oblik, naj omenim seveda tudi pogodb za določen čas. Jaz upam, da ni namen teh diskusij, da bi prišli do točke ali pa imeli neko zvezdo Severnico, ki pravi, prva zaposlitev, prva pogodba je za nedoločen čas, kajti tudi v življenju ta prvega partnerja, ko se srečaš, da tudi prvi dan ne poročiš in si z njim celo življenje, ampak imaš neko poskusno obdobje. In tako tudi v poslu. Gre za neke sprejemljive oblike spoznavanja ene in druge strani. Pri vseh atipičnih oblikah je pa potrebno pogledati, če ne prihaja do zlorab. Bom povedal eno prakso iz našega koncerna Južne Amerike, kjer smo imeli na področju prodaje, pospeševalce prodaje, ki so v trgovinah poskušali seveda promovirati naše izdelke in to je bila oblika kot samostojni podjetnik. Bila tudi davčno stimulirana in ko smo prekinili pravzaprav določene aktivnosti v teh državah, smo izplačali svojim zaposlenim odpravnine. Ti ostali, ki so bili pa z nami v pogodbenem odnosu, so šli pa na sodišče in dokazali, da so bili na nek način prikrito zaposleni seveda pri nas in smo dobili seveda komplet to obveznost. To je bila neke vrste učna ura za nas, da smo v koncernu, ki je veliko tako na slovensko gospodarstvo, šli pregledati vse naše oblike zaposlitve in izdelali pravzaprav navodila pri sklepanju raznih pogodb, kjer se na podlagi enega zelo sistematičnega vprašalnika ugotovi, da ne bi bila ta oblika sodelovanja neke vrste nezakonska, atipična oblika sodelovanja med podjetjem in podjetjem ali pa podjetjem in posameznikom. In na tak način pravzaprav imamo čisto sliko, dobre odnose in pravim tudi motivirane na drugi strani. Gre za to, da imamo nek čist jasen pogled in se vsekako tudi zavedamo, da je pač oblika poslovanja dan danes, še posebej bo v prihodnosti, ko se bo storitveni sektor še bolj krepil. Jaz predvidevam, da bodo trendi šli v to, da bo se ta klasični proizvodni del verjetno relativno zmanjševal in storitveni povečal. Storitveni pa zaradi novih oblik komunikacije bo vedno bolj pester. Že danes je eno programiranje aplikacij, recimo mi delamo aparate, v katere potem nalagaš recepture in tako naprej in to nam po vsemu svetu ljudje programirajo. Kar pomeni, sodelujejo med sabo in je njihova želja pravzaprav, da so ekonomsko samostojni. Kar pomeni, treba je videti, kje so riziki, da se določeni odnosi niso legalni, vendar je pa treba spoštovati vse trende, ki pa nastanejo v svetu. Gospod Normal, minister pravi, da je glavni vzrok za prekarnost, obsežno prekarnost toga delovna zakonodaja, sprememba ZDR-ja, ZUTD-ja, torej zakonodajskega področja, bila rešitev. Ali so rešitve tudi druge tudi? Lepo pozdravljeni še v mojem imenu.
rešitev ni ne ena, ne druga stran. To so klasične oblike, ki jih poznamo že vsa leta in s temi, ali bomo imeli več sankcij ali manj sankcij, ali manj toga, bolj toga, mislim, da vsega te družbe ne bomo rešili. Ne zavedamo se, da nas je samo 2 milijona, toliko smo že tudi prej slišali, in če to izhajamo, bi lahko bili tudi v širšem smislu bolj izvirni, bolj humani in med sabo bolj spoštljivi. Kaj hočem povedati? Že v vseh teh odnosih med delodajalci pa delojemalci pa v gospodarskih družbah in pa na nivoju politike nimamo pravih tistih družbenih odnosov, ki bi si jih vsi skupaj zaslužili. Hočem to povedati, da pri nas generalno v hiši skoraj ne poznamo prekarnega dela, razen podanovno, ker pač prihaja po vseh uvratih, ker mislim, da bi se morali, če govorimo o gospodarstvu, tudi gospodarstvo zavezati, naprimer, koliko bomo menadžerji se obnašali še bolj spoštljivo, še bolj korektno, še bolj humano in še bolj transparentno do ljudi. Ker večinoma vsi pozabljamo, da smo odgovorni za ljudi. Ali gre to za politiko, ali gre za gospodarstvo, za druge sfere, da brez kvalitetnega odnosa sploh nima šans, da delaš premike v družbi. In če greš v tej smeri, mi smo hoteli to pokazati, da vidiš, kje si tudi lahko kot menadžer družbeno odgovorna, da smo pred 7 leti odprli BTC kampus za iskalce prve zaposlitve skupaj z ekonomsko fakulteto in pa Republiškim zavodom za zaposlovanje. In to za tiste iskalce, ki imajo visoko izobrazbo, pa poiskali smo poseben interdisciplinarni model, tako vzameš po 35 takšnih iskalcev, diplomantov, ki jih potem formiraš v time in jim dvigneš samozavest, poslovno prakso, da spoznajo in da od 330, ki jih je šlo v teh 7 letih skozi ta kampus, jih je 80%, to so številke Republiškega zavoda za zaposlovanje, dobilo tudi zaposlitev ali pa dokaj stalno zaposlitev, da temu rečem. Tudi to sem predstavil, naprimer na raznih organizacijah, združenih, ampak pa so take stvari, naprimer. Mi imamo takih praks na splošno v Sloveniji premalo, pa da vidimo, katere so dobre, kvalitetne, zakaj bi jih povzemali ali Štajerske proti Primorski ali iz Primorske proti Gorenjski in tako naprej, po tudi gospodarskih družbah, da na osnovi tega pridemo na višji nivo kvalitetne gospodarske, mislim, slovenske družbe. Ker naša družba, toliko sami veste, se je v zadnjih 3 desetletjih preveč razgradila na vseh nivojih. In zdaj ne veš, kako bomo to zgodbo sestavljali, če ne bomo med sabo dejansko odkriti, ki se med sabo ne zaupamo in pa ko imamo svoje sodelavce, za katere smo odgovorni, moraš tudi vedeti, kakšni so odnosi doma. Ali imajo socialne težave, karkoli že. Mi smo vedno pripravljeni blizu. Odkar ta firma obstaja praktično več kot 60 let, da poskrbiš tudi za njihove družine, če imajo težave. Preko sindikata ali pa preko uprave, kakorkoli že. Isto velja, naprimer, za prekariat. Če imaš ti v službi določene, ki so na SP-jih, da veš, ali je to prostovoljni SP, naprimer, pa da lahko funkcionira, ali je prisiljen SP, pa kako to postopamo v družbi rešiti. Ali v okvirno BTC-ja, če je potrebno, ali z katerekoli druge družbe. In da si tudi te informacije drugače izmenjuješ in da je kompletno vodstvo to informirano in da to razume in da s tem živi. Samo to ni res. To se ne dogaja, ne. To se ne limo čistega vina, da se ne bomo preveč predavali sami, kako smo vsi najboljši z manj ured, ampak potem pa vidiš, da pa stvari v praksi ne funkcionirajo. Ali se pa izognemo, ker se vzamemo časa. Se vidite, kaj smo naredili z izbrisanimi, ko nismo vzeli časa, ko smo se pokazali kot grda nacija, ker nismo tega preprečili. Takrat, ko so prihajali tuji delavci, ki so živeli po kontejnerjih za časa gradbenega buma, po kontejnerjih, pa smo šele odreagirali, ker je bilo že vse narobe. Je bila sramota za kompletno nacijo, politiko in gospodarstvo. Pa smo to tolerirali, smo vsi zamežali, pa smo raje predavali, da smo najboljši, pa tako naprej. In če imaš takšen dvoličen odnos, potem ni šans, da napredujemo. Ali družboslovno, ali tehnično, ali ekonomsko in tako naprej. In tle se moramo drugače odpreti, pa imeti dejansko pregled. To mi je danes ravno to, kar smo zdaj pogovarjali, ravno zaradi tega prekariata in tako naprej, mi je jasno, da moram še bolj preveriti, kaj se pa dogaja v tem segmentu. Pa ali res tem tudi, ki živijo. To bom naredil, to resnično govorim. Zato, ker je za ljudi. Kaj mi pomaga, če se ukvarjam samo s svojimi ljudmi pa core biznisi? Ja, to pač se lepo sliši.
In ta zgodba je preenostavna, tudi v ekonomiji je preenostavna, če nismo družbeno odgovorni. Gospod Crnek, še malce boste morali počakati, minister počasi odhaja. Publika, ja, seveda. Kdo ima vprašanje za ministra? In še gospa tam zadaj, na kratko, prosim. Jaz imam eno vprašanje. Tukaj smo danes enih 50 ljudi z 3 univerz argumentirano dokumentirali, kako je položaj delavcev v Sloveniji v zadnjih 20 letih se poslabšuje, predvsem zaradi deregulacije na različne načine in na različnih ravneh. Še nekaj, moje vprašanje, to je moja konstatacija, moje vprašanje pa je, kako naj razumem to, da so vaše kolegi in kolegice, vaše kolegice iz vlade danes zjutraj poročali o tem, da je ta vlada ocenila, da je prekarnost nacionalni problem, organizirali ste medvladno skupino za odpravo posledic, negativnih posledic prekarizacije, zato se verjetno uporablja nekaj javnega denarja. Naročili ste še eno raziskavo, v kateri sodelujejo spet 3 univerze in nekaj inštitucij, vi pa nam sporočite, da je glavni in osnovni problem togost zakonodaje. Zdaj, očitno se ne razumeva. Glejte, toga delovnopravna zakonodaja je direktni vzrok za to, da imamo druge vrste pogodbe. Se pravi, če bi bila ta zakonodaja bolj fleksibilna, bi definitivno imeli več pogodb za nedoločen čas. To vam govorim iz svoje prakse, ne ministerske, iz tiste na oni strani, ker sem sam kreiral pač politiko v enem podjetju in vem, na kak način smo takrat in jaz še zdaj tako razmišljam. Pa sem imel vedno in imam socialni odnos do svojih sodelavcev. In tisto podjetje, ki ne zna ceniti svoje delovne sile, nima in tudi jutri še toliko bolj ne bo imelo dobene možnosti za preživetje. Ja, prekarnost je problem. Sem pa prej povedal, da je po mojem mnenju situacija danes drastično drugačna, kot je bila 4 leta nazaj, zato ker moramo v gospodarstvu dosti več energije vložiti v to, da sploh dobimo delavce. In pogajalska pozicija delavcev se je izboljšala. Jaz mislim, da je danes težko nekoga prisiliti v prekarno obliko, ker imamo na vseh področjih pomanjkanje delovne sile. Glejte, to je naš vidik in jaz mislim, da pogledajte številke povpraševanja po delovni sili in kam te zadeve grejo. Se imamo tudi mi različna stališča, jaz in pa vi znotraj iste vlade imamo stališče do prekarnosti čisto usklajeno. Samo jaz mislim, da ga bomo lažje odpravili na način, kot sem ga povedal. Hvala lepa. Če se boste pa ali pa bomo lotili tega z prisiljevanjem delavcev, da bo samo in edino zveličavna pogodba za nedoločen čas, pa verjamem, da ne bomo uspeli in tudi zadeve na trgu dela so popolnoma drugačne, kot so bile naprej. Trg dela se razvija, različne oblike imamo, načine dela, delovni čas. Tisto od 7 do 3 je pač zgodovina. Še eno vprašanje iz publike. Ja, Merima Srajlja bom vprašala kot svetnica četrtne skupnosti Posavje in sicer z besedami gospoda Marmala in gospe Aleksandre. Erozija, rušenje, razkrajanje Slovenske pošte, ki nima družbene odgovornosti, niti izvirnega, humanega, spoštljivega odnosa do zaposlenih na pošti. V četrtni skupnosti Posavje smo izvedeli, da se Slovenska pošta želi zapreti pošto, zato ker imamo zakonodajno razlago, da na toliko in toliko kilometrov je lahko ena pošta in ne več. Čeprav četrtna skupnost Posavje ima nekje okrog 6000 gospodinjstev in preko 11000 prebivalcev, predvideva se še novih 1000. Zelo lokalno vprašanje, kaj vas zanima, povejte? Zanima me, kako bomo rešili, da bomo imeli
V četrtni skupnosti Posavje podjetje Slovenske pošte, ki ne bo prenašala svojega plačilnega prometa na tuje trgovine, na tuje banke in bo imela socialen odnos do prebivalcev in bojo prebivalci lahko imeli poštne storitve v svoji četrtni skupnosti. Hvala. Hvala za to vprašanje. Mislim, da je že kar tretje v zadnjih 3 tednih na isto temo. Na zadnje sem v parlamentu odgovarjal na to. Slovenska pošta mora zagotoviti univerzalno poštno storitev v celi Sloveniji. In tisto, kar ste povedali, da moramo vsakemu zagotoviti vsaj enkrat na dan, da lahko da, da sprejme pošto in tudi dostavo poštnih pošiljk enkrat na dan, to zagotavljamo. In naša univerzalna poštna storitev je nadpovprečno evropska. Pregledali smo te zadeve, imamo kar nekaj sprememb, a lahko dokončam. Mogoče kakšno vprašanje z področja prekarnosti še, ne? Naj minister odgovori, potem pa gremo na prekarnost. Izvolite. Ker gre za zavajanje javnosti, dejstvo je, da se na pošti zadeve spreminjajo, da pisem ne pišemo več toliko, da je vse digitalizirano, zdaj pač na Petrolu pošto oddajate, na pošti kupujete neke druge zadeve, stvari so se spremenile in pošta mora in gleda tudi na ekonomiko poslovanja, vendar tisto univerzalno poštno storitev vsakemu prebivalcu v Sloveniji zagotavljamo in nihče ne more imeti do pošte v taki ali drugačni obliki več kot 4,5 km. Vse ostalo je zavajanje. Prav, hvala lepa. Namen današnje okrogle mize je govoriti o odgovornosti gospodarstva in prekarnosti. Gospod Seranek, vi še niste imeli besede, podžupan Ljubljane, s katerimi konkretnimi rešitvami ste vi naslovili vprašanje prekarno zaposlenih? Hvala lepa, gospod Počivalšek. Nasvidenje. Izvolite. Pa za vprašanje. Torej prekarci in ukrepi zoper. Mogoče ne najprej povem, da se seveda v mestni občini zelo zavedamo problemov, težav, ki prihajajo z temi oblikami zaposlitve. Strinjam se tudi z mojim predgovornikom, da poskušamo te vrednote, katere je prej omenjal, tudi pri nas. Veste, da naš župan večkrat reče, da imamo pač najboljšo ekipo in tudi najboljšo ekipo je treba spremljati na vseh področjih njenega dela. Ne samo takrat, ko so uspehi, ampak tudi takrat, ko gre kaj mogoče narobe. Glede na to, da smo v javnem sektorju, najprej povejmo, da javni sektor iz tega stališča je dovolj dobro urejen, kar se tiče samega zaposlovanja, da je dovolj varen, ko si enkrat v tem sistemu in zato smo pri nas predvsem gledali na 3 stvari. Ena stvar je to, da če že potrebujemo take oblike dela, ki niso v sistemu, da jih potrebujemo res samo za tiste začasne projekte, naloge, ki jih mora mestna občina upravljati ali njena podjetja. Recimo imamo sezonska dela, zdaj ko se je združila Voka Snaga, ko imamo košenje trave, te trave je toliko, da sami svojim mehanizacijo ne zmoremo in tako je treba pač poiskati drugo pomoč. Je pa res, da se zdaj, ko je podjetje združeno, se bo pregledalo točno vse, ali so res vsi delavci, ki upravljajo ta dela, dovolj zaščiteni oziroma kjer so tisti, ki res nujno potrebujemo, pa nimajo tega statusa in bomo vse tiste tudi zaposlili, nekateri pa pač za naravo delo bo moralo ostati tako, kot je. Druga zadeva je to, da ko dobimo mladega sodelavca, ki je recimo prišel za določen čas ali čas nadomeščanja, je takoj, ko se ga spozna, ko se ugotovi, ali je primeren za to delo, se mu išče zaposlitev za nedoločen čas znotraj pač našega organigrama. In tretja, ki je seveda, da tudi za starejše delavce, ki počasi zapuščajo našo organizacijo, je pač nekako dogovorjeno, da naj normalno upravljajo svoje dela in se z njimi v smislu nekih premestitev ne ukvarjamo, ampak naj do konca odpravijo svoje delo, ki ga opravljajo. To so take usmeritve, ki se nam zdi, da zagotavljajo vsem, ki prihajajo ali ki so pri nas neko tisto varnost, ki jo imajo tudi dogovorjeno znotraj tega. Hkrati pa omogočamo vsem tudi čim več
možnosti dodatnega izobraževanja. Vsak, ki želi na neko izobraževanje, ima to možnost in ga tudi s pridom uporablja za to, da imamo visoko kvalificirane kadre. Torej, smo se pa tako, mogoče še ta podatek, da smo se tudi kot mestna občina že prej zavedali vprašanja, kako mladi lahko, ker predvsem je zdaj na mladih to prekarstvo, ko prihajajo iz fakultet, iz študija, ko ni prostorov, in smo nekako razvili projekt Kul služba, kjer je bistvo projekta, da lahko mladi skozi spoznavanje dela v naših javnih podjetjih pridejo do določenih znanj, pridejo do vedenja, kako, naprimer, kako odreagirati v določenih situacijah, da jih pripravimo. Če pa ugotovimo, da je nekdo od teh, in to so 3 meseca pri nas delajo, zato so tudi plačani preko pač določenih možnih virov, ki so ali preko študentskega servisa ali preko pogodbe, skratka vse je urejeno za tisti čas, ko so pri nas. Potem se ga pa, če kot je delavec tudi zainteresiran ta mladi človek, ali pa če pokaže interes, se ga da v sistem, in ko nekoč potrebuje to javno podjetje novega sodelavca, se najprej obrne na tistega, ki je že. Tako da jim malo pomagamo, da spoznajo okolje in pa tudi neka možnost naprej nadaljevanja. Mogoče toliko za začetek. Gospod Gorjup, mogoče kakšni vaši konkretni ukrepi znotraj vašega podjetja, kako sodelujete, recimo od vodstva naprej, kako skušate z zgledom izboljšati razmere, ko govorimo seveda o prekarnosti, in kako to potem prenesti tudi na člane GZS-ja? Ja, v svojih 20 letih dela za koncern Bosch v 6 različnih državah sem videl ogromno praks. In moje mnenje je, da vsak problem, ki se ga lotimo, ni enodimenzionalen. Vedno obstaja več razlogov za te oblike, kot jih imamo. Vendar moramo paziti, da so interesi vseh zaščiteni, tako kot je delojemalcev, tudi delodajalcev. Povedal bom recimo en primer, ki vpije v nebo, kot je od 300 inženirjev v Sloveniji, koliko jih imamo zaposlenih, prije pobuda od 100 inženirjev, da bi rajši šli na svoje kot SP, ker pač nas podjetje stane en inženir približno 70.000 evrov, on dobi pa na transakcijski račun na leto približno 25.000 evrov. Če bi šel kot normativni samostojni podjetnik, bi podobo približno 80% več. Tak sistem smo mi zgradili na podlagi želja določenih skupin zaposlenih in sedaj bi se sistem lahko izrodil zato, ker bi določeni ljudje hoteli tako obliko. Zelo kratkoročno prišpara oseba na določenih prispevkih, sistem pa verjetno za tega ne bo boljši. Nismo šli v to, zaradi tega tudi ne, ker bi s tem razgradili enotnost razvojne ekipe in pravzaprav smo s pogovori dosegli to, da so ljudje videli, da je smisel biti zaposlen, del podjetja, deliti, bom rekel, vse prednosti in slabosti takšne zaposlitve. Gre za to, da bi bilo smiselno sedaj v Sloveniji na podlagi tega, da si vsi želimo gospodarskega razvoja, da si vsi želimo motiviranih, ustvarjalnih zaposlenih in seveda tudi okolje, v katerem lahko potem vse te učinke uživamo, da ustvarimo neko mešano ekipo, ki bi pregledala vse naše oblike zaposlitev in šla v globino razlogov za zadovoljstvo, razlogov za nezadovoljstvo in potem ugotovili, o kateri ciljni skupini govorimo. Je to 30.000 ljudi, ali je to 100.000 ljudi, ali je to še več. In na podlagi tega sprejeli potem ukrepe, kot je bilo tudi med panelisti že delno predlagano, kako optimirati to situacijo, kot jo imamo. To je en ta klasični proces reševanja problemov, ki se ga tudi v podjetju, ki pač vsak dan prinese nekaj novega, tudi nam, je to delovnopravna zakonodaja. In na tak način jaz mislim, da bi znali poiskati tiste vzroke in iz vzrokov najti rešitve, da izboljšamo to situacijo. Gospod Mermal, gospod Gorjup pravi motivacija delavcev. Kako vi motivirate svoje kolege, delavce, da ostanejo recimo v vašem podjetju, kako nagovarjate nove kadre, ki so pomembni za prihodnost podjetja? Zaenkrat večjih težav, da temu tako rečem, ki pač moramo znotraj hiše reševati, nimamo v tem smislu, ampak bolj je pomembno to, kar sem že zadnjič, ko smo imeli 65-letnico praznovanja na gospodarskem razstavišču,
ko sem povedal, da gremo sedaj v enotirni sistem, samo družbo bomo pa še nadgradili v kontekstu institucije. To gre za ne pravo provokacijo, ampak da iščeš nekaj novega. Ne samo, da obvladaš klasično gospodarsko družbo, pa pustimo pa trg, pa zaposlovanje, pa permanentna inovativnost, ki morajo na milijone družb po svetu. Nič kaj novega na navednicah, pustimo, kje je težji in pa tako naprej, ampak da iščeš nekaj novega. Ampak institucija v tem kontekstu, da iščeš rešitve v kakovosti življenja. Kakovost življenja, ki ga pa vsi rabimo. Od prvega do zadnjega. Ne pa samo za eno skupino, karkoli že. Ker stalno trčiš na drugo skupino, ko ima pa druga probleme in jih ne znaš reševati. Če pa ti strukturirano obravnavaš družbo, da jo razumeš, potem rešitve niso toliko težke. Mi si jih pa praviloma vedno totalno zakompliciramo, potem pa iščemo na 100 načinov rešitve, na koncu pa stvari še bolj zakompliciramo. In potem, če ne vidiš enostavno pred sabo ali razvoja karkoli že, ti kot menadžer moraš videti razvoj zelo enostavno v navednicah. Ker če se ustrašiš samega sebe, kaj boš predlagal z ekipami, v katero smer iti v naslednjih letih. Ker jaz se zamislite, da morate delati poslovni načrt za 5 let, ali pa vsak po svoje, ali pa na fakultetah. Ampak moraš se ga znati predvideti. Ko se moraš parkrat zapreti zvečer sam sabo, pa se sam sabo pogovarjati ali na dopustu, ali pa kjerkoli že, pa potem, da raztreš to meglo, pa da stvari vidiš mnogo bolj jasno. Jaz sem leta 2013 napovedal v strategiji za 2020, da bomo gradili inovativno mesto. Inovativno mesto, ki ga trenutno na svetu ni, poslovnega govorim. Poslovnega modela, pa da pokažeš v praksi, kako to funkcionira. In 2018 je začel funkcionirati. Ker moraš biti drzen, da zapišeš, če pa ne bo uspelo, pa ne bo. Ampak razmišljaš v tej smeri. Ne pa, da jačaš svoje core biznise, ker slejki prej bodo zašli vsi v težave. To se ve v globalnem smislu, ker ni pravih rešitev v naslednjem roku 10 let, ker se bodo stvari praviloma še bolj zapletale. In če bomo postali zapletena družba, bo še to težje za nas Slovence, ki se bomo pozicionirali. Zato moraš stvari poenostaviti, pa bolj jasno videti, pa se med sabo naliti čistega vina, pa prave komunikacije, odkrite, odprte, argumentirane, z določenimi zadožitvami, potem se pa da kaj narediti. To, kar sem prej rekel, ti se na koncu moraš vsakodnevno znati pogovarjati z ljudmi. Eno je z sodelavci, od po celi vertikale, tudi do zadnjega, pa da veš, da se moraš od zadnjega vzeti čas, pa da točno veš, kako on funkcionira, ne samo znotraj delovnega časa, ampak tudi na splošno, pa kako je zadovoljen v tej službi, pa nas ali ni. Pa en takšen sem bil, ko sem si upal, ne vem, če je 10 Slovenij, ko smo se upali oceniti, a nas ljudje sprejemajo takšne, kot smo, kaj bi morali mi izboljšati, ampak z agencijami od zunaj, ko imaš po pol ure razgovora z vsakim zaposlenim, pa da on pove, kako on tebe gleda, kot liderja, v smislu vodje, ne direktorja ali pa predsednika uprave, ja, to pa je jaz nekaj pomembno. Ti moraš vedeti, a si vodja, a ti zaupaj ali ne. In ko imaš take razgovore, moraš po svoje povedati, da jih ceniš in spoštuješ in pričakuješ od njih, da tebe cenijo spoštujejo. Ker to pade, je zgodba končana, si zaključil. Na kjerkoli poziciji, ne samo v gospodarstvu. In te relacije so nam tuje, razno v njih veliko govorimo. Potem pa vprašaj, a se gremo zares, se pa zmemo, kdo se vse šel, pa da roke dvigne bilo kje, pa da začnimo. Pa da nas potem tudi kdo nadzira, pa rečeš, res v tem kontekstu si pa tudi strašno odprt, človeški in tako naprej. Ker če se bomo še bolj razčlovečili, nič nam pomaga te razprave, z mano vred, ker ni pravih rešitev. Kakšna zakonodaja, ker lahko to pol debatiramo 2 let, pa nam nič rešili. Ampak da se zmeniš, v katero smer zapeljati aktivnosti in se potem tega držiš, vmes pa vidiš, katere stvari je treba izboljšati ali pa nekatere odzetane. Tako da stvari niso tako težke. Samo odločiti se je treba in odločiti. To, ko v gospodarstvu, zelo cenim, da kolega Grupa, to, kar počne, že vsa leta, ko ga spremljam, mislim, kot starejši kolega, ko je postal tudi mlajši menadžer v Republiki Sloveniji, pa potem menadžer v Sloveniji, pa zdaj kot predsednika gospodarske zbornice, ker ve, kaj dela in želi, da napredujemo. In to je ključno, in kako to podati, da se to želimo in da hočemo in da to tudi pokažemo. Lahko vi to recimo predate tudi drugim kolegom v gospodarstvu, kako biti zgled, kako biti zvezda na tem področju? Poglejte, naprimer kampus, kaj to počnemo,
pa kakšne dobre prakse, pa so rekli, no pa predstavlja združeni menedžer in sem predstavil. Sem potem ni bilo efekta naprej, ne. Vsi so ploskali in mi smo navajeni, ali se ploskamo, ali se pa grdo gledamo, ne. In potem moraš povedati, kdo bo za tem stal. Ti prisilje te prave, nimaš noben ne prisilje kot take. A pa rečeš, no, ta model je zanimiv, ampak tisle iz Mariborja pa še boljši. Vemo reči, ne predik tega razdelati širše po Sloveniji, ne, in tako naprej. Ti pa veš, kakšna je praksa tale dobra, pa ni odziva, pa veš, da je dobra praksa. Če ima pa drug boljša, še zagrabiš še boljša, karkoli že. In te izmenjave ni. Mi imamo veliko člankov, veliko kolumn, veliko komentarjev, kar smo, to lahko beremo cele dneve. Samo potem pa action je pa, tisti plan je pa nam dokaj neznanka. Izvedbeno delo smo pa šibke, ne. Korak naprej. Podžupan Ljubljane, gospod Dejan Crnek, se pravi, čujem. Vi ste že pristopili k temu pilotnemu projektu Inštituta za študije prekariata. Naredili ste korak naprej, v mislih imam ta standard za družbeno odgovorno vodenje podjetij, neprekarno delo in pa certifikat. Zakaj ste se odločili na MOL-u za to? Ja, to, kar kolega Mermal govori, se mi zdi, da tudi mi s temu sledimo, ne, kot da bi tudi poslušal našega župana, ona da sta veliko skupaj, ne, tako da tudi mi v tem smislu delamo, ne, in vedno radi pristopimo k neki zadevi, ki nam da nek rezultat in nam tudi nekaj pove. Kakšni smo, kako delamo, v katero smer gremo, ali smo na pravi poti ali nismo na pravi poti. Tudi mi imamo ankete med sabo, vsake 2 leti naredimo, kjer nas ocenjujejo zaposleni, ocenjujejo delo in tudi ta predlog tega pilotnega projekta smo podprli z vsemi rokami, ker nam bo nekaj povedal, kakšni smo na tem področju. Lahko rečem, da se je 5 naših organizacij odzvalo na to. Ena je bila naša razvojna agencija, ki bodo nadaljevali z delom v septembru, kakor sem seznanjen. Potem imamo 2 osnovni šoli, osnovna šola Livada in osnovna šola v Šentvidu. Tukaj je tudi z nami ravnatelj osnovne šole Livada, gospod Popovič, ki je že opravil ta del, in tudi vrtec dr. France Prešeren je tudi že opravil ta del, in pa naš zavod Ljubljanski grad, ki je tudi že opravil preizkus pregleda, in lahko s ponosom rečem, da so bili vsi pohvaljeni s strani sodelavcev inštituta in edino v vrtcu Prešeren so našli neko zadevo, ki jo treba pojasniti zaposlenim, pa ni nič hudega, je pa prav, da so prišli, da so povedali in da se to zdaj lahko pojasni. Tako da prav iz tega izhajamo, da lahko neke dobre prakse delimo, da smo še boljši, a ne, in da lahko sledimo temu, kar je. Tako da se ne bojimo tega in smo veseli vsake pobude, ki nam lahko pač to pokaže, ker mogoče za razliko od gospodarstva, pa lahko rečem, da v Sloveniji občine nasploh kar delijo svoje znanje in si pri tem pomagajo. Se pravi, delimo, si ne krademo več znanja, ampak si ga delimo. No? Tako da in tudi ta del recimo bo lahko tudi ena od stvari, ki jih bomo lahko na naših skupnih srečanjih poročali tudi naprej in mogoče s tem pripomogli k razumevanju prekarstva tudi druge ali pa celo pognali eno močnejšo zadevo po celi Sloveniji. Bi pa ob tem samo še rekel, da mogoče, kar se tiče zakonodaje, prej nismo, kar smo spoznavali tudi skozi to, ker tukaj se pregleduje tudi vse naše pogodbe, te redne in te izredne, bom rekel, recimo v mestni občini za določeno mesto lahko traja tudi do 3 mesece cel postopek, da ti pridobiš novega delavca. Ne? In to je včasih zelo težko, ampak taki so zakonski postopki. In tukaj je bilo mogoče rečeno, če bi bilo lahko kaj lažje, da mogoče lažje izbiraš. Jaz sem tudi prepričan, da če pogledamo zakonodajo, imamo tudi dosti mehanizmov, da lahko tudi delavec odide, če ni v redu. Je pa res, da so postopki za to izredno zahtevni in rabiš kar nekaj časa in nekaj ljudi, da se s tem ukvarjamo. In potem je vprašanje, ali bomo to speljali, ali bomo raje rekli, no pa ne ostane, ampak možnosti pa so. No, tako da čist brez možnosti ni, je pa res, da je postopek toliko dolg, da včasih hitro nekoga rabiš, ne, in potem za tiste 3 mesece, ko nobenega nimaš, pa potrebuješ neko ali študentsko pomoč, da lahko stvar teče naprej. In takrat pa zaposliš nekoga na prekarni način, ne? Ker enostavno ne zmoreš brez tega, ker ti sistem ne dovoljuje. Pravni postopki so predolgi, vas prav razumem? Govorim za javno upravo, a ne? Pa za določena, to so neka uradniška mesta, ki imajo posebno, ne? Tista strokovna so mogoče malo hitrej, ampak pred mesecem pa pol
ti ne uspe. Ne. Včasih pa rabiš hitro potem, predvsem v teh naših projektih, ki so tudi evropski in tako naprej. Ne. Bi lahko ta certifikat, ki bi ga podeljevali podjetjem, izboljšal stanje znotraj posameznih podjetij, mogoče bil potem zgled kot neko... Ja, jaz mislim, da to, kar smo mi spoznali skozi sodelovanje pri pridobivanju tega certifikata, je to, da so tam izredno kompetentni ljudje, ki pregledujejo te zadeve. In pozitivna stvar tega je, da to ni inšpekcija, ampak je neka svetovalno telo, ker ti prostovoljno sodeluješ in te strokovnjaki, ki so prej delali na določenih področjih v svojem službenem času in ga pokrivali, imajo veliko znanja in je to seveda ene vrste posvetovalni organ. In to priporočam vsakmu, ki se upa razgaliti svoja, bom rekel, početja v svojih organizacijah, ki mu to ni problem, da se poveže in bo dobil sigurno koristne informacije, tako da iz tega vidika je to odlično. Ne. Tudi dober plus za iskanje novih sodelavcev, ki vidijo, da imaš certifikat, si pripravljen. Prav gotovo, ker v nadaljevanju bo to povedalo prav to, kar govorimo, zakaj treba prekarnost ukiniti, kjer so tisti glavne točke, se pravi, da je varno delovno okolje, s tem boljše delo, boljša klima, ljudje rajši pridejo v službo, tudi dodana vrednost za podjetje, potem, kar se tiče nekega finančnega poslovanja in tako naprej. In seveda tisto, ko bo imel certifikat, pomeni, da tam tako je in bo sigurno kot zdaj vidim, ker sem to malo raziskal v tem času, in tako se mi zdi, da bi bilo priporočljivo, da vsako podjetje, ki ima voljo to narediti, ki je seveda primerno za to, ker verjetno prav velika podjetja zaenkrat še ne uspejo to, ampak tiste, ki so primerni, da to opravijo. Mogoče kakšno vprašanje o prekarnosti za gospodarstvenike, tukaj so pred nami, vas kaj zanima? Samo malo. Mene zanima, kako bi gospod Mermal to hitro in enostavno rešil ta problem prekarnosti. Se strinjam z njim, da bi bilo eno od zakonov prvih, ki bi jih mogli sprejeti, da noben zakon ne bi smel biti sprejet, če ni najbolj enostavni obliki, kar obstaja. Ampak recimo to. Ja. Najprej za certifikat smo se odločili tudi v naši hiši za preprečevanje prekarnosti, ki bomo tudi izvajali v drugi polovici leta, to, kar smo se tudi dogovorili z inštitutom. Drugače pa, kot sem rekel, če daš probleme na mizo, pa da vsak po svoje, tiste, ki jih razumemo, potem niso zadeve tako težke. Vse, kot smo rekli, vse prekarnosti ne bomo rešili. Vse, če jo druge države ne morajo, pa še bolj razvite, pa imajo boljše gospodarske pogoje, karkoli že, pa več tradicije, 100-letno ali pa 200-letno, da mi vsega pač ne moramo najbolje rešiti. Ampak, če bi se pa pokazali kot ena odprta, humana družba, ki želimo imeti družbene razmere kvalitetno rešene na vseh nivojih, od gospodarstva do javnega sektorja, na visokem nivoju, z vsemi inštitucijami, ki jih potrebujemo, kako to vključevati pa implementirati, potem so pa te stvari dokaj rešljive. Ampak mi moramo pa sprejeti določene zaveze. Naprimer, ena predsednik uprav, generalni direktor, kakorkoli že, kaj bomo na tem segmentu naredili ali na katerem drugem segmentu naredili, kdo nas to lahko v navednicah nadzira kot družba v širšem kontekstu, da se vidi, a smo vredni zaupanja ali ne, vse stransko. Ne da rečemo, naprimer, da slovenska politika za nič, ali pa slučajno slovenski direktor za nič, ker s tem nisi naredil nič. Ampak moraš vedeti, kaj je bilo narejeno do zdaj, na bilo katerem nivoju, kaj pa lahko zdaj hitreje rešujemo. Ker dosti stvari smo se med sabo se zavajali, potem se pa stvari so se že bolj zakomplicirane. Če so pa stvari bolj odprte, konkretno odprte, pa veš, da je to konkreten skupen problem, ali delodajalcev, delojemalcev ali koga drugega, potem pa da prideš z pravimi pristopi. In pa ne za aneksi, ki so dolgi pa ne koliko strani, ki ga težko prebereš, pa da razumeš, kaj šele izvajaš, potem pa stvari ne more jeti, ker je nemogoče. In da dejansko, da tisti, ki smo odgovorni tudi za ljudi, ne glede, aj hodiš 10, 100, 500, 1000 in tako naprej, da veš, kako dihajo, kako živijo
kakšni so odnosi v hiši in kje so tiste stvari, ki se morajo med sabo pomagati. Jaz vam povem, da ljudje na končni fazi so z malenkostmi najbolj zadovoljni, ko jih že lepo pozdraviš, pa kje vprašaš, kako so, kaj počnejo, kako je z otroci, pa tako naprej, so bolj hvaležni kot povišanje plače, bom tako povedal, ne. Samo zdaj, a to razumeš ali pa ne. Če si liter boš to razumel, če pa ne, pa nič ne maga, ker pelje svoje, rezultati morajo biti takšni in drugačni in te svoje gajs. To pač niso rešitve, ne. Slej, ker prej se ti to življenje zakomplicira, poslovno ali pa politično ali pa družbeno. Sistemske ravni, da sem predsednik vlade, naprimer, bi poklical ta glavne direktorje, če gledamo zdaj za gospodarstvo, ne, kaj lahko mi doprinesemo, pa da tudi kakšen dogovor tam podpišemo, jasen, eksakten, enostaven, pa kako bomo to poročali na eni strani, ne na 100 straneh, ko pa tako veš, da vse brez veze, pa tako naprej. To so zaveze, vse stranske, enostavne, jasne, da ljudje zaupajo nam, ali politiki, ali direktorjem, ali dekanom, dekanjem in tako naprej, karkoli že, študenti. To potrebuješ. In če imaš ene take zaveze na mizah z jasnimi obrazi in tako naprej, potem ljudje začnejo zaupati. Vse stransko, ali gospodarstvo, ali pa na fakultetah, kjerkoli že smo. To je ključ. In da hočeš biti tisti, ki smo na poziciji, da hočemo biti vodje. Da hočemo ljudi voditi, mislim voditi v tem smislu, da to razumemo, vodenje ljudi, ne samo poslovnih procesov, pa delovnih procesov, ne. Kako se vodi ljudi, ne. Ker če ne znamo voditi, nič ne maga. Ali sem prišel z Harvarda, ali z Maribora, pa z Ljubljane. Isti problem, ker nimaš odnosa do ljudi, ne. Vse je pa ključ je pa samo tle. Drugače firme tudi ne znamo funkcionirati. Če imaš pa štrajke, karkoli že, ali pa stvari grejo v napačno smer, zato ker si jih ti povzročil kot vodja, ker nimaš pregleda nad ljudmi, kakšno je stanje v hiši. Gospod Gorjup, kako se vodi ljudi? In kako se vodi vlado? Recimo, gospod Vrmal je dal tako dobro iztočnico, če bi bil on predsednik vlade, bi naredil to in to. Kaj bi storili vi? Kot voditelj, naj si bo to podjetja ali pa države ali pa kakršnekoli druge enote, se moraš zavedati, s kom delaš, s kom ustvarjaš novo ustvarjeno vrednost. In v podjetjih se zavedamo, da več kot polovica dodane vrednosti prihaja od ljudi, četrtina strani tehnologije, strojev, četrtina pa strani financ lastnika, ne. In temu je treba nameniti ustrezno pozornost, razumeti tiste, ki ustvarjajo. Kar se tiče problema, ki je v tej okrogli mizi bil danes izpostavljen, se zavedamo. Na eni strani še posebej delodajalci v sedanjih situacijah demografski, da bo naslednjih 20 let treba zelo veliko pozornost polagati atraktivnosti delovnega mesta in motiviranim zaposlenim, kar pomeni vse takšne atipične oblike dela, ki ne prinašajo zadovoljstvo zaposlenih, bo potrebno znati identificirati, pa ustrezno obravnavati. Naj se bo to z pozitivnimi ukrepi, kot je podelitev certifikatov, naj se bo to s pozitivnimi ukrepi preko platforme Gospodarske zbornice Združenja menedžerjev o delitvi dobrih praks, kjer tisti, ki orjejo ledino na novo, delijo prakso z vsemi ostalimi in s tem jih motivirajo, da temu sledijo. To bo pravzaprav neka obveza za vse, če hočemo preživeti v tej dirki in globalizaciji. Ter na drugi strani tudi z nekimi sistemskimi okvirji. Mene boli to, kar sem prej omenil, da imamo tako različne nivoje obdavčitve dela, ki vodijo prostovoljno, neprostovoljno ljudi v takšne oblike prekarizacije. Tako, ja. Ter seveda tudi en izmed vzrokov, ki je nastal, da imamo danes te probleme recimo v novinarstvu, je tudi ta, da smo imeli dolga leta velik razkorak med ponudbo in povpraševanjem. In zaradi tega, ker je bilo takšna velika ponudba strani zaposlenih, so delodajalci to znali izkoristiti in motivirali potem to obliko dela. In jaz mislim, da se bomo mogli tudi o teh zadevah pogovarjati in adjustirati se s tem tudi šolski, da do tega ne bo več prišlo. Tudi to je bil en izmed vzrokov in jaz mislim, da, tako kot je gospod Mermal povedal, mora biti naša skupna želja, da bomo izboljševali naše okolje in naše življenje in s tem, s to zavezo pravzaprav tudi
odhajam, bom rekel, iz te okrogle mize. Jaz mislim, da neko osebno zavezo vsak od nas mora zavzeti in potem skupaj delati, da bomo prišli do boljših rešitev. Počasi res zaključujemo to okroglo mizo. Še kakšno vprašanje iz publike? Na prekarnost? Pozdravljeni. Ker sem z humanistične stroke, je ta razmislek vas treh zame zelo zanimiv. Bi pa rekla takole. Nekoč so nam Grki dali ideal, kaj je to pravna država. Glede, najvišja vrednota je pravičnost, to je dikaiosyne. Mi se ne povezujemo več v skupnost na podlagi krvno-sorodstvenih razmerij, judovstvo nikdar tega ni preseglo, ampak na podlagi zakonov, ki si jih sami ustvarimo, pa tudi spoštujemo. Dikaiosyne je tako kot sijanje sončnih žarkov, ki se presvetlijo, tista pravičnost, s katero literarno Omira Temnikar o tej čudoviti Kosmačevi noveli Balada o Trobentu in oblaku. Sem humanist, drugače govorimo. Pride pa Aristotel, ki Platonu lepo pove, veš kaj je, sam zakon pravičnost ne zadošča. Treba je negovati filijo ali zmožnost prijateljstva. Glejte, vi ste med vrsticami lepo govorili, kako se je treba z ljudmi pogovarjati, približevati in to mi je všeč. Vidite, danes humanisti poudarjamo to vrednoto prijateljstva, negovanja solidarnosti, ki je drugo pravičnosti. Kar se pa ekonomije tiče, naj kot humanist povem tole. V tem kratkem življenju, ki ga živimo, med rojstvom in smrtjo, je ideal našega življenja domovanje. Prebivati v vsakem kotičku sveta, kot sem, da sem doma. Vidite, oikos ekonomija. Njen ideal je ustvarjati prostor za domovanje. In mnoge iz področja ekonomije sem danes slišala, da se jim gnusi perverzna ekonomija, ki se ji reče hrematizem. S tem se odzivam z iskreno zahvalo kolegom iz FDV, ki so mi omogočili, da sem spregovorila in za željo, da bi ta moja mala domovina obstala in da je z regionalizacijo noben vrag od zunaj ne bi razkosal na 4 dele. Hvala, ker ste prisluhnili. Hvala lepa za vaše mnenje. Naj bo zadnja beseda danes, zaključna beseda organizatorja današnjega posveta, direktorja Inštituta za prekarnost, gospod Črt Poglajen, izvolite. Če gledamo en razvoj družbe, vlada je v strategijo razvoja Slovenije do leta 2030 vključuje uravnotežen družben, gospodarski in okoljski razvoj. Cilji vseh teh 3 razvojev naj bi bili boljša kakovost življenja za vse. Kolikor časa bomo imeli 35% delovno aktivnih prebivalcev, prekarno zaposlenih, težko govorimo ali pa imenujemo ta cilj drugače kot utopičen. Zdaj, kar je ključen korak, ki smo ga slišali dopoldne strani predstavnikov države, zdaj pa tudi strani predstavnikov gospodarstva, je, da tukaj v bistvu ključni deležniki, se pravi država, gospodarstvo, tudi delojemalci, civilna družba in stroka, naredimo skupaj en korak naprej. Se pravi, to je garant za to, da se pač ta vizija uresniči, hkrati pa garant za to, da se tudi vizije vsakega socialnih partnerjev uresničijo. Se pravi, da se temelji socialne države ukrepijo, da se ukrepi produktivnost in pripadnost organizacijam oziroma podjetjem in da se poveča dostojnost dela in dostojno življenja delavcev.
Se pravi, ključno je, da zdaj v tem trenutku naredimo en korak naprej, da se nam ne ponovi leto 2008. Če bi leta 2004 naredili en korak naprej, bi bila sprememba manjša. Zdaj, ko bomo naredili en korak naprej skupaj, bo pa v bistvu tudi naslednja kriza v bistvu manj usodna za številne ljudi. Torej, zahvaljujem se vam v imenu organizatorjev, se pravi Inštituta za študije prekariata, Fakultete za družbene vede, Ekonomske fakultete in Pravne fakultete. Ta diskusija je pač en člen v verigi, ki jo bomo vodili tudi naprej. Najlepša hvala. Hvala lepa. Lepo popoldne vam želim, spoštovani gostje.